Fras in Medvard in Fras in Medvard show. V soboto. Tisti čas v dnevu je, ko je že vroče, se pa kje najde tudi tisto idealno mesto v senci in na ravno prav močnem vetru, kot recimo tukaj pri nas na glavnem trgu, vsaj za enkrat še. Če pa ste doma na kavici recimo in ne vem, 22 stopinjah ali v sobotnemu jutru pri merno hitrem avtu pri 19,5 stopinjah, pa še toliko bolje verjetno. Dobro jutro in hvala lepa, da ste že tako zgodaj budni skupaj s tem radijem. 9:07. Is it getting better? In je čas. Na današnji dan v zgodovini človeštva. Danes je 27. junij, pa dajmo preveriti. Na današnji dan se je rodil Janez Johan Puch, slovensko-avstrijski inženir, industrialec, pa tudi Vera Wang, ameriška modna oblikovalka, pa tudi ena izmed sester Kardashian, Khloe Kardashian se je recimo rodila danes. Z tega sveta pa sta se poslovila Jack Lemmon, ameriški filmski igralec, in pa tudi legendarni Bud Spencer, italijanski igralec, filmski ustvarjalec in tudi profesionalni plavalec, oziroma Bud Spencer, ne? Kot smo rekli, ko smo bili mali. Na današnji dan, leta 1893, se je zgodil zlom newyorške borze. Leta 1954 v Obninsku pri Moskvi začne obratovati prva jedrska elektrarna. Leta 1954 je bila na sporedu četrtfinalna tekma na svetovnem prvenstvu nogometu med Madžarsko in Brazilijo. Težko pričakovan obračun, ki pa se je sprevrgel v vse drugo, ne? 3 rdeči kartoni, vsi so se zrezali, rezali so se še dalje po tekmi, tako da je bilo verjetno kar pestro. Madžari in Brazilci, ne? Svašta. Leta 1967 v Enfieldu v Londonu začne delovati tudi prvi bankomat. Leta 1991 pa se na današnji dan prične slovenska 10-dnevna vojna za osamosvojitev. Danes, ko je 27. junij, pa je tudi dan slovenske policije. Tako da policija, vse najboljše. Zdaj pa nazaj k muziki. Naj bo današnje vaše jutro. Gospa Repincle je domač? Vse domače, Petržil, Bob, Goreja, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. Ta vikend je na Grajskem trgu v Mariboru, tukaj pri nas, tako imenovana tržnica na Grajskem, ki se bo podaljšala v čas festivala Lent in bo tukaj vse do 4. julija, torej do naslednje sobote. In kaj najdete tam, se morda sprašujete? Recimo 13 ponudnikov daril, nakita, lesenih izdelkov, sladkega pekovskega programa, medu, tudi bučno olje, pražena semena, praženi lešniki recimo, sokovi in likerji iz aronije, liofilizirano sadje, naravna kozmetika in zelišča, tako da ogromno enih stvari. Danes dopoldan recimo bodo tam tudi starinarji iz društva starinarjev Maribor, evo recimo to. Sicer pa so tržnice polno založene na vseh lokacijah, še vedno je čas recimo za sajenje na vrtu, zato ne pozabite na sadike, ki jih lahko ob sobotah kupite na osrednji tržnici. Če pa slučajno, če se vam je kje tak slučajno kakšna misel o kakem pikniku prikradla v glavo, morda, če imate poln kufer mesa, morda lahko poskusite ribji piknik, recimo sardelice, brancine, orade, tuna steak recimo na žaru, da se ne menimo niti o polnjenih lignih, ali pa recimo tudi postrvi, ne? Tudi to najdete, če ste slučajno ljubitelji sladkovodnih rib, pa seveda tudi svinjska ribica je, ne? Ok, če vam je bližje taka recimo, ne? To so nam sporočili z tržnice, tako da ni. Vse to na mariborski tržnici in seveda tudi na okoliških se najde ogromno stvari, tako da pridite mimo. Čas je za pregled tedna.
Začel se je festival Lent. Mestni avtobusi so pričeli s počitniškim voznim redom. Obeležili smo dan državnosti. Na Totem Radiu so gostovali Dubioza kolektiv, ki so včeraj tudi nastopili na trgu Leona Štuklja. Louis Cage Percussion, ki so nastopili dan pred otvoritvijo festivala Lent. Pri nas je bil tudi Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma. Pogovore vse te pa seveda najdete v audio špajzi na totiradio.si. Mestna občina Maribor in podjetje Marprom sta predstavila nova električna vozila. V Ljudski vrt sta se vrnila Zlatko Zahovič in Darko Milanič. Avtobusno linijo G5 pa so podaljšali do Mariborskega otoka. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih je 7. Na festivalu Lent, ki že traja mimogrede vedno, ampak res vedno tudi zelo, zelo lepo poskrbijo za otroke oziroma za najmlajše in s tem seveda posledično tudi za starše. In tudi letos se v mestnem parku dogaja Art Camp, tako pravi producent Art Campa Mišel Vugrinec. Srčno spet vabljeni v park, mestni park. Vsak dan od petka do nedelje, cel dan akcija, delavnice, raznolike, od rokodelcev do zmajarjev, do tehnikov, do naravoslovcev, do zeliščarjev, do vsega. Karkoli vas zanima, zagotovo boste našli v parku kaj zanimivega zase, boste ustvarjali, raziskovali. Hkrati pa tudi seveda vabljeni na naš oder Triglav, kjer je vsako jutro dopoldan ob 10:30 in potem ob 7 zvečer vrhunski koncerti, super koncerti. Začnemo z drugo špila, pa Juri Muri v Afriki pride, pa konzervatorij ima 3 koncerte, tudi Trkaj pride z repki, pa Joe's Murat, vse plesne šole, Soki, tudi Maribum Afriki, policijski orkester. Delavnice pa vsak dan od 9 zjutraj, nekatere, ostale se pričnejo ob 10 do 1, še popoldne potem od 4 popoldne do 8 zvečer. Čudovito, torej vmes, ko pa je vroče, pa seveda gremo se skrit v senco, pa kosilo, pa malo počivati, ne, kot se reče. Popoldne pa nazaj v park, torej tudi letos ogromno enih čudovitih stvari v parku, pa tudi ne pozabiti na senco, ne, tudi tam je včasih dosti lažje. Več o programu festivala Lent nasploh pa najdete seveda na spletni strani Narodnega doma Maribor. Ko se mi pa to zgodi? Ko si skuhaš kavo, jo malo pustiš, se hkrati veseliš. Je že malo mlačna, ne, tako v tej vročini paše, z veseljem narediš prvi šluk in je tako gabna, da sam sebi na glas rečeš, kaj te to je. In jo potem na silo spiješ. Ko se mi pa to zgodi? Tri zabavna dejstva o vročini, ne, ker je zunaj vroče in dajmo kako reči na to temo. Ne vem, če ste vedeli, morda ste, ampak ste pozabili že. Zunanjo temperaturo lahko izračunate tako, da preštejete, kolikokrat čriček zacvrči v 15 sekundah in k temu prištejete število 37. Tako da štejte, oziroma škržat, ne, na morju. Plus 37, aha, okej. Baje, ne vem, nekaj takega. Zaradi poletne vročine morda govorijo o Fahrenheitu, ker je malo dosti, ne? 37 je že tak ali tak, kaj boš še prišteval zraven, ne? Zaradi poletne vročine in raztezanja kovine se Eifflov stolp baje v poletnih mesecih poviša za približno 15 cm, kar ni tako malo. In pa še tretje zabavno dejstvo o vročini, ki sploh ni zabavno in ne vem, zakaj je tako posebno, ampak moški se baje potijo več kot ženske, oziroma bolj. Tega pa res nismo vedeli. Človeško telo namreč ima okoli 4 milijone žlez znojnic, pri čemer se moški po naravi potem potijo več kot ženske, ampak jaz poznam ene dede, ki se ne potijo. Pač res, ko je res ekstremno. Poznam recimo tudi ene dede, ki veliko potrebo opravijo hitro. Neverjetno, no. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.
soboto.